Evo nas live! Prid bližji, Jaka. Da se stisnemo. Dobročer, lepo pozdravljeni, spet en nov eksperimentalen kader na MTBC Live. Takole. Iščemo najboljši kot, tam, kaj najbolj zgledamo. Kje je malo preveč vplešal si, jo bomo drugače lučno štimati. Prva dva gledalca, lepo pozdravljena. In prvih 6 in tako naprej. V 8. ediciji MTBC Live imamo posebnega gosta Jaka Tancik. Živjo? Njegova najbolj očitna funkcija, koordinator serije Slow Enduro. Drugače pa bi lahko dolgo naštevala, ne? Kaj vse delaš v kolesarstvu. Ja, lahko bi še kar našteval, čeprav ko se kakšna nova stvar najde, probam še kako staro na stran dati, tako da ni preveč. Klub? Imamo pa, ja, v klubu tudi nisem toliko dejaven, ko sem bil. Energijateam.com se uradno reče ekipi, klub je pa športno društvo Energija. Športno društvo Energija, kjer drugač, ker smo pridni, veliko delamo, ampak tudi dosti naloge prevzemajo mladi, ki prihajajo za nami, tako da gre naprej akcija. Pa trgovina? Trgovina, pač to nam je kruh, tako da to je prva stvar, ki jo moramo poskrbeti. Pa dirkaš koliko let že? Dirkam pa od leta, ne vem, daj na pamet, ampak 6-97, tako. Bo 20 v bistvu, ja. Pri teh mladih letih. Pri teh mladih letih, no ja. V glavnem začneva kar s temo Slow Enduro, kaj ti konec tedna se začenja 5. sezona serije Slow Enduro, ki se je začela kot slovenski pokal. Slovenski pokal, ja. Danes pa lahko rečemo, da ni več, že to mednarodna regionalna serija, ne? Ja, v bistvu imamo kar približno polovico tujcev na dirkah, tako da je kar mednarodna, ki pa je hkrati tudi slovenski pokal, ker je zveza v bistvu vzela Slow Enduro kot za svojo serijo in v bistvu nimamo prav slovenskega pokala, ampak je to Slow Enduro pri nas. S tem, da smo veliko delali na promociji, s tem, da smo iskali tujce, da smo ciljali na tujo publiko, tako da je kar rezultat viden in imamo kar lepo Avstrijce, Mađare, Italijane, Hrvate, pa še pol. In letos se serija širi iz 3 držav na 4. državo. 4. državo, v bistvu je nova dirka v koledarju, lani je bila v Forfanu, letos pa Graz v ta veliki seriji. Mi je bila ena taka odločitev, nismo imeli dosti izbire, sploh nismo imeli kaj za študirati, no ker veliko res Avstrijcev pride na tekme naše in nam rešujejo na ta način. Avstrijci pravzaprav nimajo svoje serije, ne? Take. Avstrijci ne, Avstrijci serije nimajo, pa tudi na splošno imajo zelo malo tekem v enduro. Tako da jim je kar zanimiva ta naša serija in smo pač tako, je bila logična ideja. Za nepoznavalce poveva, da sta 2 nivoja dirkanja, se pravi glavna Slow Enduro serija, letos koliko? 6? Letos je 6 tekem v glavni seriji, razporejene od aprila do oktobra. In ker so to kar zahtevne dirke že, razvleče na 2 dni oziroma 3 dni, če hočeš še malo bolj natrenirati. Ja. Se je začela pred leti tudi druga serija. Je Forfan, ne? Forfan serija, kjer je bila pa osnovna ideja, da je en dan, enodnevna dirka. V bistvu v štartu je bila ideja, da je format tako narejen, da prideš isti dan zjutraj, pogledaš progo, odvoziš in greš popoldne proti domu. Zdaj so se pa kar te dirke začele v bistvu malo večati, tako da kakšna tudi pride z več etapami. Ko smo videli, da tudi samim kolesarjem je to bolj zanimivo, tako da kakšna tudi
Teh je letos 8, ne, 7. 7. 7. Forfana. Poleg teh držav Forfana ni na Hrvaškem, je pa na Madžarskem. Ne? Je pa na Madžarskem, v bistvu zadnja tekma sezone. Grožnjan je bil tradicionalno, zdaj mislim na 3 leta finale. Grožnjan je bil zdaj 3 leta finale, ja. In zdaj na glavo in gre na prvo dirko. Kako je prišlo do te odločitve? Ja, v bistvu čist je bilo tako spontano, ker so bili pod vprašajem Trst. Prekmini so bili tako še tekom zime, a bo ali ne bo tekma, tako da tudi če bo, so dali datum 30. april in sem jaz iskal rešitev, če slučajno ne bi bila, da ne bi začeli sezone šele konec maja. In sem prišel na idejo, da bi dal Grožnjan na začetek aprila in so se takoj strinjali. Pol na koncu je še Prekmini v bistvu potrdil, tako da imamo 2 aprilske tekme za začetek. Je pa fajn, Grožnjan je spomlad verjetno še lepši kot jesen, tako da... Čeprav jesen je že super. Ja, čeprav je že jesen super, tako da, ja, mislim, da bo ena taka lepa tekma, no. Pa suho bo, ne? Suho bo, mogoče še celo presuho, čeprav danes pravijo na terenu, da je bil dež, tako da dež danes neha in je do nedelje. A smo kaj gledali prijave? Smo. In? Zaenkrat 175 riderjev. 175, Ja. lepa. Lepa pa pričakovana, no, za Grožnjan, pa za prvo dirko sezone, pa za to, da spuščajo kolesarje brez licenc. Par takih faktorjev je pa vzdušje pa vse. Ja, Ne razloži, kako ti si pač koordinator, ti si tisti, ki malo več razmišlja in vleče stvari naprej, daje pobudo, daje ideje, na koncu je pa to serija, za katero stojijo ekipe, klubi in organizatorji, oni odločajo, oni sprejemajo odločitve, ne? Ja, v bistvu niso organizatorji, ne. Brez organizatorja ni tekme in brez tekme ni serije, ne. Tako da jih je pa treba pač malo na kup zbrati, Enih more malo drezati, ne? povezovati. V bistvu jaz kot koordinator, res v tisti pravi besedi koordinatorja, bolj skrbim za to, da koledar uravnamo na začetku sezone, da uskladimo. Da potem pa večinoma je bolj promocija, no, serije. Se pravi, da se promoviramo preko spletne strani, video, fotogalerije, s tem lažje najdemo kakšnega sponzorja. Da so vsi materiali ta pravi na dirki, da stojijo tam, kjer treba. Tako, ja. Če pride sponzor, pa poskrbimo, da je pač tista njegova dogovorjena reklama tam, kjer mora biti, in se pa še lahko zmenimo naslednje let. Moje naslednje vprašanje je bilo, serija je dobro sponzorsko pokrita, vemo, da ni lahko. Ja. Sponzorji v gorskem kolesarstvu, vsem to ni, tudi enduro ni neka mainstream zadeva, je bolj za tiste, ki so tam in dirkajo in uživajo, kot za neko maso, ki bi to spremljala. Ampak vseeno pač s to produkcijo, s fotografijami in videi se doseže neka masa, ampak vseeno, v čem je trik uspešnosti pri pokroviteljih? Ja, jaz mislim, da največji trik je to, da korektno opravimo tisto, kar se zmenimo, da dejansko nekaj delamo, da ima serija neko podobo, da imamo na enem mestu reportaže, rezultate, točkovanja, fotogalerije, tako da v bistvu serija ima neko svojo spletno stran, nek spletišče, kjer vse najdeš o dirkah, ki pridejo, ki so bile, tako da smo nekako razpoznavni. Za nameček so pol videi, ki so kar gledani, tako da imamo nek krog ljudi,
ljudi, ki nas spremljajo. In v bistvu je to tisto, kar sem jaz v bistvu v štartu si zamislil, pa nekako zdaj to spaljujemo. No. In ne nazadnje se po tem formatu endura, po pristopu do ljudi in do sponzorjev, zgleduje 20 let starejša disciplina, cross, serijo Slow X-Cup, ki jo vodi tvoj brat. Ja, točno tako in v bistvu je bil na nek način enduro kot en vzvod, da smo sploh tudi v crossu prišli na ta sistem, ker prej sem bil jaz dejaven 8 let v odboru za gorsko kolesarstvo in sem večkrat dal pobude, da bi se to naredili na tak način. Pa so bili neki ustaljeni, te sistemi so bili in nismo nikoli prišli skupaj. Pa je pa prišel ta enduro, pa je bila neka priložnost, da se pokaže, kako je to mišljen, pa da noben noče nič kaj slabega, pa kaj pokrast, pa ne vem kaj je to. Tako da v bistvu vsi hočemo samo nekaj dobrega za šport. Ne. Tako da ja, je prišla dobra praksa z endura. Tako da se za enduro in cross in od letos tudi spustil v bistvu znamke, ne? So v bistvu znamke, ja. Spust je bil načeloma plan že lani, da bo tako, pa je pol bilo malo zamude za neke komunikacije v začetku sezone, tako da v bistvu pol Miha Jakopič reševal malo te nesporazumov, tako da je bila saj sezona rešena letos, pa ja, vidim, da je to malo bolj resna zastava. Če mu kdo kakšno vprašanje, lahko kar frcne vmes, bomo probali odgovoriti. Dej povej, kakšne so bila pričakovanja za Slow Enduro pred 5 leti, ko ste to začenjali in kje se ti zdi, da je serija danes po 5 letih? Ja, sem glih razmišljal, če se sploh še spomnim, kakšne so bile sploh pričakovanja. V bistvu nič ni bilo posebnega, ker smo tudi tako zelo postopoma smo štartali. Praktično že pred Slow Endurom so bile tekme, mislim, da je bil celo nek slovenski pokal mišljen, pa si je bil šel ti zraven. So se nekako za silo točke se števali, tole pa vse? Neke 3 tekme so bile, pa niti ne vem, a se sploh bile pol točke na koncu. Podelitve sigurno ni bilo neke, tako da glih to je bil nek vzrok, da sem se jaz pol odločil, ker sem bil dejaven v odboru in sem se pol nekako javil, da bi skrbel za ta enduro. Pa smo pač rekli, dajmo eno ime se spomniti, dajmo narediti spletno stran. Tako nekih hudih planov od štarta ni bilo, no. Razen to, da se zbirajo vse informacije na eni strani. Saša Nemanič sprašuje, če vidno ne gre več na Fashion Week pogledati. Mi da imamo kle Fashion Week, klej. Imamo. Jaz ne bom kam se, ker imam reklame. Imaš taj to pravi? Ja, to imam, ja, imam. Ma, pa bom pokazal. Okay. Ja. Se narobe piše, veš? Ja, ne mogu brati. Seveda pa, če sem jaz iskren, sem pričakoval, da bo večja masa hitrejša. Ampak sam enduro se je pokazal, da vendarle ni toliko stvar za mase, kot je izgleda od začetka, ne? Ja, sem jaz tudi mislil tako, da bom. Pa je vse super, lepo in prav. Lahko bi imeli ful ljudi, ampak pridejo tudi kakšni problemi, ki jih nisi pričakoval. Tako da smo se malo srečali za treni na terenu, šatlanje, krajšanje prog, tako mislim, da je tudi zaradi tega kakšen manj, ampak vsega pač se težko losaš, tako da... A so to tudi problemi endura globalno, kaj se zdi? Ja. Kje je danes ta disciplina v svetu, koliko je zdrava, koliko prosperira? Ta svetovna serija se zdaj bori z nekimi pravicami televizijskimi, komu jih bojo dali in tako naprej, prodira v mainstream. Ampak, a je v zadnji šport stoji, a je zdrav? Tako, jaz, kakor spremljam, vidim,
tako, no, je šport, ful lep, super, zdrav za množice. Navijam ga pa kot enega kot discipline vrhunskega športa. No. Mogoče na najvišjem nivoju, tako kot je EVS, je možno. Če bi imeli 30 tekmovalcev, mogoče tudi z več tekmovalci, ampak če je to 5-6 let tekem na let, ja. Pa da so velike organizacijske ekipe, pa da imajo dober nadzor nad pravili, pa progami, pa vsem špila, da bi pa imeli v vsaki vasi vrhunsko tekmo, pa res, da bi se borili na nivoju, je pa je bolj žur disciplina, ne? Bolj žur disciplina, bolj za uživancijo. Ampak ko se dirka, ne? Je žura konc. Ja, ko se dirka, to res mogoče bi si želel sam pred dirko malo več tako easy, ko pa... Da bi vsi imeli to... Da bi vsi, ampak to ne moramo pričakovati. Ja, pa se malo delijo tekmovalci na dve strani, eni so malo bolj uživači, eni so pa malo bolj nabrušeni. Malo bolj tisti, ki zbuzijo fun faktor. Veš, ta nov položaj, to mogli se pokazati, to stoji na stojalu, servisnem stojalu. A bo letos tudi filmčki za Slow Endura, da damo v plan, sprašuje urednik MTBC Uroš Ložar. Bodo filmčki za Slow Endura, ne pa nujno za Forfana. No? Forfana produkcije niti nikoli ni bilo, ne? Ja. To je odvisno od organizatorjev, Slow Endura pa vsekakor, se pravi, Tine Lenart nadaljuje. V bistvu za Slow Enduro skrbimo mi, oziroma jaz kot koordinator, naročujem te filme. Za Forfan je pa tako, no, organizatorji nekateri poskrbijo, eni pač ne, odvisno od njih. Za Go Enduro, se pravi serija Forfan, ki se je že odprla, se je fino posrečali, en lokalc naredil zelo luštno film. Ja, je bil čist super filmček za pogledati, sploh zanimiv za tiste, ko so vozili. Kaj prav, Lovro? Pahorja kaj? Smo kaj zamudili s Pahorjem? A če je zrihto proval kakšno Pahor? Ali če ga bomo volili Pahorja? Skenslat full face čelade, Istok Slapnik, on bil v kopalkah dirku, unih od Borata. Pahorja povabiti nekako tekmo, že krat koplje. Na tečaje za filmčke na Forfanu, prav gams. Aha. Ja, bi bila ideja. Mislim, je ideja, ampak je spet dodaten del, tako da... Ja. Lahko vsi oddate svoje posnetke s čelad, pa en montir v 14 dni, ne? Pahorja, ja, Pahor je bil na delovni akciji v soboto. Ja, super. Tako da fino, ampak zares ga bomo pa volili takrat, ko bo kaj naredil zakonodajno. A ne? Ja. Kaj že prej? Pahor je navaditi furati in imajo prihodnost. Pa kakor jaz vem, že malo fura, sam ne vem, če ima glih kolo čist za naše trejle. Ne pripele. Voz pa se. Servis. Ja. Slapnik noče imeti full face čelade. Ja. Kaj, ne gre dirkat na otok, v Veliko Britanijo, pa na Irsko? Večkratna debata je s Slapnikom. Ja, vse se po en stran jaz strinjam z njim, ker v bistvu zadnje čase sam še zatekmo, da gor full face čelada. Enako ščitike. Ja, tako da tudi bike park in vse vozam malo počasnej, pa dam navadne zadeve gor. Ampak moraš vedeti, koliko ljudi je zadnji takih, ki je dobro, da jih to navadimo, plus da je rizik poškodb prekršenih sigurno se poveča. To je. Mogoče ne pri nama, ne? Ja, sej, mislim, to debato smo večkrat imeli, jaz sem tudi, v bistvu stvar je taka, da mi imamo v pravilniku to napisan. Vid. Sporočilo od doma. Ja.
No, Ja. mi imamo v pravilniku to napisan, piše pa tudi, da je najbolj bistven dokument same tekme glede pravil je razpis, tako da ima vsak organizator možnost tudi določiti, da se pri njih fura z navadnimi čeladami. To mislim, da tudi vsi vejo, ampak zaenkrat pač se ni še nobeno pogumil, pa da bi to dal, ker načeloma le neka odgovornost je, če se kaj komu naredi, spet ne vemo, kdo je odgovoren. Ne, tako da. Ni pa veliko ljudi, ki bi se nad tem pritoževali. Razen slabnika. Razen slabnika. Zastava nagradno vprašanje. Kde je nagrada? Lahko. Nagrada je malenkost od Kende, ki je tudi... Koliko bo mogoče prav pisal gor, le? Na bo. Ne tako? Ja. Tako? Ne. Ja, skoraj. Na bo. Špet gledaj. Špet. Kenda v bistvu nam rešuje zadnje 2 sezone sponzorsko, tako da v bistvu je kar en glava nadut, da serija laufa naprej, tako laufa, tako da sem jaz malo nabral par stvari, čiste enih par malenkosti, tako da imamo en tak goodie bag. Majčko imamo noter, Honey Badger, Don't Care, piše Kenda, pa dve pumpice. 2 pumpici? Ja, no. Na vsak slučaj, da samo nosite 2 pumpici. Če ena crkne. Nagradno vprašanje pa se zgodi, se glasi. Slow Enduro ni začetek Enduro v Sloveniji. Katera je bila prva Enduro dirka v Sloveniji? Se pravi, ime dirke, če pa kakšen pove še leto pa datum, je pa sploh car, ampak ime dirke oziroma lokacijo. Če ena crkne, ja. Trenduro! Daj boste prijavili... Ni bila Trenduro. Prva dirka. Ne, ni bila Trenduro. Super, da je dober odgovor, ampak nismo to mislili, ker to je bilo njem približek Endura, ni se Enduro rekel, tudi ni bil Enduro, ampak bili so pa neki zametki, tako da ne, nismo mislili, super, da ja. Trej kamini. Trenduro, dajte, Hrvatje, prijavite kdaj kakšno dirko v For Fun, no? Pol bomo še lažje vabili. Hvala. Halcer je zmagal. Ana Zupan. Javornik je rekla. Dej, Ana, povej še, kako si rekel dirki na Javorniku. Tako ti ne moramo kar priznati, a veš, ko imaš klele potuho. Marko Perko, Javornik. Kako se reče dirki na Javorniku? Illegal Enduro, jošt, ne? Saša, nimaš prav, da so bili včasih downhilli Kampelc. Kaj zdaj? A Kacin dobi nagrado? Ja, v bistvu so ostali povedali lokacijo, ne? Ja. Tako da Kacin je prvi, ki je uganil ime dirke, katera dirka, ime, ne lokacijo. Ja. Še letenco. A priznamo Kacina drugače? Če nam še datum pa letenco povemo, damo še eno pumpico. Slorskap. To je pa ni okenček. Blaž. Napačen oken baš. Jaz ne vem, tako ko so vprašala, v bistvu bi mogla dati Kacinu za nagrado. Ja, Kacin je bil prvi, ki je napisal Kampelc. Kacinu glase. Ne, če pa zdaj kdo pove, Ana Zupanja, Kampelc Enduro 2012. Ti imaš itak že teh pumpic doma, še majice, kakšna zrihti, da? Nima? Ne, kaj ni za osebno rabo. Ne, ampak če zdaj kdo pove datum, dobi eno pumpico od Kacina. Jaz mu jo vzamem Kacinu ven iz vrečke. Ok, gremo naprej. Kako združuješ to vse? Ampak malo si že povedal, no, trgovina, biznis, to je služba, ki tam greš ven, probaš ne misliti na to. Ja, probaš sam ni. Pač dokler je nek tak biznis, tak ne moreš izklopati, no, nikoli. Klub prevzemajo drugi, Jaka Holobar je zadnjič dobil, majica gre danes na pošto mogoče, drugače pa jutri.
Campbell's 12 ni, ja, Campbell's 12, ja. 27.5. 2012. Manuela dela konkurenca dobro. Manuela bi kacinu pumpca vzela. Campbell's 12 je res, ja. Datum 27.5. ne bo prav. Ne, ni 27.5, ne se je 2012 napisala. Ja, ne, sploh. Prav klub pa mladi prevzemajo. Klub je pa tako, v bistvu Mitja Tancik, brat je predsednik kluba že od samega začetka, tako da on ima čez vse Ti nimaš zadolžitev tam? Administracijo. Jaz ta moment bi lahko tudi brez mene, ja nimam nekih zadolžitev. V bistvu... Leo Lisico. Dej se ta mogla pa zmeniti. Mi bomo skupaj poslali Timu pa eno pumpico vzem, ker bi mu jo itak. Ja. Edko. Bravo, 22.5.2011. Halcer z downhill kolesom, pojel pa Štrancar po moje. Nekaj tazga. Jaz pa nisem mogel verjeti, kako mi lahko vzame 2 minuti na tistih progah. Se da. Ekipa, enduro ekipa so tako veliki, da se sami rihtajo? Ja, enduro ekipo mi zaenkrat jemljamo bolj tako kot rekreacija oziroma bolj zabava. Tako da nismo to nekaj v program kluba resno zastavljali. Bolj je v klubu delo z mladimi, no, na prvem mestu. Kot sem že rekel, Mitja, Raufa, vso tole administracijo, razpise, papirje in vse to, hkrati skrbi za starejše tekmovalce kot trener. Pa imamo pa pač še trenerje mlajših, kjer je pa v bistvu Gregor Dimic je bolj vodja vsega skupaj, oziroma več ali manj kar on skrbi, pa je pa še kar neki trenerjev, ki so zaključili s tekmami, neki, sem pa kaj tudi kakšen starš vključen, tako da ja, se širno. Koliko pa je ljudi v klubu? Ma kar masa, ne? Ljudi zdaj na pamet, zdaj ne vem, ampak tekmovalnih licenc je tam med 65 pa 75 na let. Lepa številka. Kdo vam konkurira? Kalcit? Kalcit, saj so nekaj bili seznami, no, ko se spomnim. Kalcit je kar, mislim, da ima več. Pa konca, ne? Pa ni en cajt nič, pa Rajt, mislim, da bil, pa so klubi tam po 40. Drugače pa med mlajšimi s telimi selekcijami so še Črn vrh zadnji čas, kar spet dejavni. Završenca se lepo prebuja, Sloga iz Idrije, tako da. Sloga? Vse dela, no. V bistvu cross country pokal je, kar se tiče udeležbe, je kar na boljši poti kot enduro, no. Bolj po zaslugi mladih, ne. Kaj pa tvoje dirkanje? Ja, dirkanje je tako, koliko pravim, za enduro disciplino, za zabavo, ne. Ampak se pripeljaš v 10, ne? Ja, ne več. Ne vem, kdaj si nazadnje gledal rezultate. 15. Ja, no, bil sem, ne, lani se je bila, mislim, da je bil Kamank med 10. Ampak je bila taka bolj je bilo sankanje, kot dirkanje. Tako da, drugače pa, ja, malo zmanjkuje časa, volje za kaj potrenirati, pa tiste kilometre iz cross countryja se ne poznajo. Pač vsak let se malo zgubi, pa če človek to ne vzdržuje, pa se zgubi. Ampak še poženeš, ne, tukaj treba. Ja, če je priložnost vola za trenirati, pa se še da. Bomo videli, mogoče pa letos kakšna dirka pride, da se še... Kako pa z družino zdaj kombiniraš, od lani si tudi oče, moram povedati, da sta se združila dva velika
kolesarska slovenska klana, Tancik pa Zupan. Ja, smo. Najprej povej, kako je imeti Tineta Zupana za tasta. Ja, v redu. Ja, Si moram gledati, tako da moraš lepo govoriti. Ja, je fajn, lahko kdaj združimo. Če je že glih treba na obisk, pa kakšna kolesarska tura s potoma pade, pa to tako da. Na Gojen debata je pa zmerom, no, tako kakšna skupna točka za pogovarjati je pa zvedno. Na Gojen Duru si bil pa Varuška. Si bil pa Varuška, Ana je pa dirkala. To je Ja. bilo cool za videti. Ja, tak je bil del. V bistvu sem se z Ano menila, da bi vozila ona for fun tekme. Jaz bom vozil tavalike. Čeprav smo zdaj v bistvu, bo mogoče Ana štartala tudi zdaj v Grožnjanu, ker sva se zdilala z Manuelo, da bo imela malo, da bo ona malo Varuška, da mogoče še eno pumpico dobi. Oziroma nekaj drugega, pumpice niso za osebno rabo, kot sem že prej rekel. Ja, tako da, no, bomo videli, zdaj nekaj je bila bolna pa to, mogoče. Drugače pa ja, gre. Na srečo imam tak delovnik, da dopoldne sem fraj do enih, pol enih, tako da, dokler je Ana doma, pa mali, se imamo prav fajn, izkoristimo čas, tako da vse da. Je pa mogoče kakšna minuta manj za tele stvari okrog serije urejati. Super, hvala za obisk, pol ure že govoriva. Ja, Dejva še tale Peter pozdravček, takole za uno slik, takole. Aha, Da nisem prevelik. bo, Ok. za v arhiv. Hvala, da ste bili z nami, Davor oglaš se Karjakatu direkt Ja, za nagrado ali pa Peter, prevzameš v Grožnjanu. ja, v petek zjutraj bova štartala Davor, ker mi je glih prej mesec poslal, tako da. Enduro grozni, ta vikend poročila na MTBC v nedeljo, v ponedeljek, video med tednom, fotogalerija med tednom, sloenduro.com, vse informacije, to je vse, kar morate vedeti. Trasa bo jutr objavljena. Jutri To je se objavi najbolj trasa. Ja. Same nove proge so. Tako, zdaj pa pejte gledati film Ride Your Fucking Bike, ki smo ga objavili prele na MTBC. Čau! Čau!